Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva na televiziji Celje. Afera z neupravičenimi honorarji odnesla predstojnika Dušana Ačkuna. V celjskem tehnoparku so predstavili avtomatiziranega robota. Celjsko žensko kegljanje je spet na prelomnici. Freestyle klub Celje bo gostitelj državnega prvenstva v akrobatskih skokih na veliki prožni ponjavi. 13 specialistov in 8 zdravnikov specializantov radiologije Splošne bolnišnice Celje je moralo celjski bolnišnici vrniti več kot 17 tisoč evrov. Analiza njihovega 8-mesečnega dela je namreč pokazala, da so del storitev, ki so jih opravljali po podjemni pogodbi, opravili kar v rednem delovnem času. Zaradi nepravilnosti so bolnišnici že vrnili dobrih 17 tisoč neupravičeno zaračunanih honorarjev. Vodstvo bolnišnice je vsem radiologom, pri katerih so bile ugotovljene kršitve pogodbe o zaposlitvi, izdalo pisno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Pred 2 dnevoma pa je vodstvo celjske bolnišnice razrešilo predstojnika radiološkega oddelka Dušana Ačkuna. Kot je poročal portal Necenzurirano, je Ačkun eden 2 radiologov, ki sta lani za popoldansko delo prejela prek podjemne pogodbe vsak po dobrih 100 tisoč evrov neto. Ačkun je v drugi polovici lanskega leta v bolnišnici v Slovenj Gradcu oddelal več kot polovico vseh preiskav z magnetno resonanco in naj bi za dodatno popoldansko delo prejemal kar 8.880 evrov neto mesečno. V Tehnoparku Celje v teh dneh predstavljajo avtomatiziranega robota z imenom Spot. Gre za sodobnega robota, ki je po obliki podoben psu. Z njegovimi predstavitvami želijo prikazati njegovo uporabno vrednost v vsakdanjem življenju. Takole se je robot Spot, ki na prvi pogled spominja na psa in ga je razvilo ameriško podjetje Boston Dynamics, s prehodom po celjskem tehnoparku prvič javno predstavil v Sloveniji. Ponudila se nam je izjemna priložnost z intermedijsko umetnico Mašo Mikel, smo navezali stik, ona je poučevala na Univerzi v Linzu, kjer imajo v Creative Roboticsu tega robota in smo jih povabili, da pridejo na gostovanje k nam. Robot Spot se lahko premika s hitrostjo 6 km/h, deluje lahko v temperaturnem območju od -20 do 45 stopinj Celzija in je na splošno zelo agilen. Robot počne tisto, kar ga naučimo. Danes nam bo Amir Bastan demonstriral, kakšne aplikacije je razvil za robota. Naj povemo, da ima ta robot izjemno atletsko inteligenco, to pomeni sposobnost gibanja, sprav, da se on v realnem času, ne vnaprej, da bi bil programiran, prilagaja terenu, tudi nepredvidljivim situacijam, kar je za robota res izjemno. S tokratno predstavitvijo so hkrati želeli pokazati, da Spotove zmogljivosti segajo preko meja proizvodnih obratov in da so uporabne tudi v vsakdanjem življenju. Roboti so ena najbolj rastočih tehnologij in zelo že vplivajo in spreminjajo naše življenja. Niso prisotni le v industrijskih obratih, ampak prihajajo že tudi v naše domove. In prav je, da se s takšno tehnologijo seznanimo, da širšo javnost seznanimo s temi preboji robotskih tehnologij. Razvoj se ne bo ustavil, pač na nas je, da nekako to sprejmemo in sprejmemo tiste dobre stvari za opolnomočenje, kar nam seveda roboti tudi omogočajo, zato tudi danes predstavljamo, mislim, da je, ampak sigurno je robot Spot eden najbolj naprednih robotov. Robota si lahko v živo ogledate še v soboto. Odziv je zelo velik, povabili smo dijake, študente, podjetnike, tako da imamo delavnice skoraj da nezasedene. Dogajanje še jutri, predstavitev ob 11. uri in potem ob 14. uri delavnica z robotom. Za robota Spota pa so v Sloveniji, kot smo lahko slišali o predstavitvi, sprogramirali tudi aplikacijo, s pomočjo katerega lahko upravljamo samo z mislimi. Kegljavke kegljaškega kluba Celje so letošnje državno prvenstvo končale na 3. mestu. Številnimi domačimi in mednarodnimi lovorikami je celjski klub še vedno najtrofejnejši ženski kegljaški klub na svetu.
Se je pa leta 2019 po smrti dolgoletnega trenerja in tehničnega direktorja Lada Gobca znašel v precejšnjih težavah. Ravno pred 3 dnevi smo imeli sestanek z bodočimi funkcionarji na Kegljaški zvezi, namreč naslednji teden je skupščina, in so tudi prišli do ugotovitve, da ko je Vlado šel, so oni tako kot mi ostali v prepadu in niso imeli niti gesel, niti boli in gosi. Rabili so pol leta, da so sploh prišli do podatkov, ki jih je Vlado imel pri sebi na Kegljaški zvezi, kamoli v klubu. V klubu smo ostali čez noč, malte ne brez vsega, še ključev nismo imeli. Zdaj, jaz sem pač bil do Ladotove smrti predsednik, ki je upravljal in skrbel za to, da smo puncam zrihtali kakšne službe, stanovanja, šolo, denar, kombi, to je bila moja naloga. V samo stroko, čeprav sem keglač, jaz tudi bil pred 30 leti še v tekstilni Prebold, tako da na keglanje vse spoznam. Nisem pa nikoli delal licence in tudi nisem se ukvarjal za stroko, kajti Vlado ne bi niti v snu pustil zraven. Tako kot ni dobenega pustil, zato smo ostali čez noč malte ne brez vsega. V zadnjih letih se je klub konsolidiral in po 9., 8. in 7. mestu letos osvojil 3. mesto v državi. Tudi mene je rezultat, ki so ga dosegli letos naša dekleta, presenetil. Moram priznati, da po 2 sušnih letih, pred 2 leti smo bili 9., lani smo bili 7., letos pa 3. Moram reči, da je to tudi za poznavalce keglanja v slovenskem prostoru veliko presenečenje. Jaz sem ponosen na punce z ozirom na to, da niso več rosno mlade, da so stisnile, kar so lahko, in za malo več sreče bi lahko bile tudi z levo roko tudi državne prvakinje. Ampak to je tako, v športu je zmeraj tako, malo ti spodrsne, včasih izgubiš kakšne točke doma po nepotrebnem, ampak jaz kot predsednik kluba jim ne zamerim, ker niso več rosno mlade in so dale verjetno svoj maksimum v letošnji sezoni. S 3. mestom so si Celjanke v prihodnji sezoni priborile nastop v evropskih tekmovanjih, a je njihov nastop na mednarodni sceni pod velikim vprašajem. Zdaj pogoje, kar se tiče financ, to me ne skrbi, ker imam ogromno prijateljev, ki mi bodo ali pa bi mi šli nasproti, ampak večji problem je kader. Jaz z 7 igralkami, od teh so 2, 3, ena je celo Marija Frasova, je odlična keglavka, ampak ona je invalidka, ona je slabovidna in ona je vrhunska. Ampak jaz z takimi igralkami na evropsko sceno ne morem in tudi si ne bi dovolil. Ker da greš, da si obstajajo stroške za to, da tekmuješ, nimaš pa realne možnosti, da bi kaj več dosegal, se ne grem. Kegljaška zveza Slovenije bo na ponedeljkovi skupščini izbrala novega predsednika. Kandidata za to mesto sta Boris Ivančič in Franc Gornik. Nadaljna usoda celjskega kluba je delno odvisna tudi od izida ponedeljkovih volitev. Pred 2 dnevi smo imeli predstavitev kandidata, ki bi naj zamenjal tudi dosedanjega Koreliča. In to je človek, ki se spozna na kegljanje, sam je tekmoval v državni reprezentanci, pozna kegljanje, pozna probleme. In če bo izvoljen na skupščini, potem ima tudi kegljanje svetlo prihodnost tudi v državi. Če bo zmagal drugi kandidat, to je Franc Gornik, on je bolj lokalni player, vidi samo sebe in v bistvu že do zdaj so bili veliki problemi z njim, ker je samo svoj, težko je z njim bilo delati, tudi ko je Vlado umrl, bilo bo marsikatero pomoč, ampak v 3 letih, razen to, da smo se enkrat čula, ni nikoli poklical, niti ni bil nikoli pripravljen bilo kaj narediti. Tako da z novim vodstvom, če bo izvoljeno v ponedeljek, se lahko odpirajo stvari, ker sem izpostavil probleme mu tudi, kaj pomeni, če se v Celju razformira klub, pomeni tudi velik bazen kegljanja v državi bo usahnil
In to je tudi velika škoda za kegljarje nasploh na državnem nivoju. Glede na trenutno stanje in težave predvsem z igralskim kadrom, sta glede prihodnosti celjskega kegljanja možna dva scenarija. Ali popolno prenehanje delovanja kluba, ali pa postopni povratek na raven, kjer je celjski klub pred leti že bil. Tekmovalci freestyle kluba Celje so uspešno nastopili na tekmi slovenskega pokala v akrobatskih skokih z male prožne ponjave. Urh Kamen je v skupni kategoriji mladincev in članov zasedel 5. mesto in zaostal le za 4 tekmovalci članske kategorije. Moram reči, da zdaj po težavah z prostori smo zdaj to zadevo uredili. Zdaj smo v boljši telovadnici, dovolj visoki, 3krat na teden imamo termine, tako da lahko zdaj te višje kategorije mirno skačejo, da jim ni prenizek strop. Za nami pa so, kot sem že dejal, prva tekma na malem trampolinu, kjer se Urh od mladincev spet najbolje izkazal, s tem, da so tekme na malem trampolinu v mladinski pa članski konkurenci skupaj, pomeni mladinci in člani tekmujejo v eni konkurenci, tako da je bil tu Urh 5. in je bil najboljši med mladinci. Jakob se mu je pridružil med prvih 10, kar se tiče pa našega najmlajšega Cicibana, on je pa zmagal. Cicibanje. Celjski klub bo prihodnji konec tedna v dvorani prve osnovne šole Celje prvič v svoji zgodovini gostitelj državnega prvenstva na veliki prožni ponjavi. To je prva tekma državno prvenstvo v skokih na veliki prožni ponjavi. Do sedaj so to tekmo organizirali v Murski Soboti. No, zdaj ta čas je doletela nas in v bistvu to smo si zaslužili z lansko odlično pripravljeno tekmo prvo odprto prvenstvo v Celju. Tako da, ja, kot si rekel, ja, je kar zahteven zalogaj, treba vse zorganizirati, da bo potekal tako more. Je pa res, prišli bojo najboljši slovenski akrobati na veliki prožni ponjavi. Tako da zdaj vse že prijavljeno, mislim, da bo nekje preko 100 tekmovalcev. Ponovadi je na teh tekmah malo manj tekmovalcev kot na odprtih prvenstvih, ampak prihajajo tudi iz tujine, pride tudi kolegi iz Srbije. Tako da, ja, mi si pričakujemo čim boljšo tekmo, želimo si pa tudi čim boljših uvrstitev naših tekmovalcev. In kaj na domači tekmi v klubu organizatorju pričakujejo od celjskih tekmovalcev? Da se držijo med prvih 3 ali vsaj 5 mest, ker se pravi zdaj v mladinski konkurenci zelo huda konkurenca, mislim, zelo huda, so zelo dobri tekmovalci, prav tako pri starejših dečkih, tako da naš Janez in Urh, tako kot Jakob, imajo kar težko konkurenco, tako da se bomo zelo potruditi, tako da lahko držimo samo pestino. V celjskem klubu se bodo jeseni lotili organizacije še ene velike tekme. V oktobru bodo namreč gostitelji drugega odprtega prvenstva Celja. V oktobru pa je že druga tekma, v bistvu drugo odprto prvenstvo Celja, prav tako v športni dvorani prve osnovne šole v Celju, kamor so spet vsi Celjani in Celjanke vabljeni, tako da tam bo pa več tekmovalcev, se pravi, pride tudi kolegi iz tujine, tako da vabljeni vsi, tudi vaša televizija. In kako zadnji uspehi vplivajo na pridobivanje mladih tekmovalcev oziroma kakšno je zanimanje Celjank in Celjanov za ukvarjanje s tem športom? Celje ima veliko športnih klubov. Zdaj, bom rekel, prednjačijo bolj športi z žogami, kamor starši več ali manj vpisujejo svoje otroke. Ja, ta šport je pa, moram rekel, tudi precej zahteven, tako da vse otroci prihajajo, ampak včasih tudi kar prehitro obupajo, ker je kar zahteven šport, ker skoki na trampolinu niso, včasih imajo tudi napačno predstavo, ker mešajo to našo disciplino z tistimi trampolini, ki jih vidite tam pred raznimi centri ali pa z VUP centrom, naprimer, to je zabava, ampak je malo drugačna zabava, je bolj tekmovalna zabava, ni pa tista zabava za prosti čas. In tu je razlika. Otroci pa, ko vidijo, da zadeva kar bolj zahtevna, včasih tudi obupajo.
Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krevne padavine, deloma plohe. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod od 9 do 14 stopinj. Nedeljo bo pretežno oblačno. V zahodni Sloveniji bo po večini suho, možna bodo obdobja sončnega vremena. Drugod bodo občasno še krevne padavine, deloma plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Ponedeljek bo suho vreme, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav in srečno.